Ne boste verjeli, kaj je ta osumljenec dvojnega umora naredil, preden so mu ukazali, naj pride iz hiše z dvignjenimi rokami, oblečenega le v brisačo. Domnevno je poskušal spremeniti ChatGPT v sostorilca za umor v bolnem načrtu, medtem ko so organi pregona iskali dva pogrešana študenta Univerze Južne Floride. Kaj naj bi domnevno vprašal umetno inteligenco pred in po umorih? Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. No, živijo fantje, na hitro vam želim povedati o tej aplikaciji. Imenuje se Upside. Z njo dobite denar nazaj pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Torej, tukaj je, kaj naredite. Zelo enostavno. Prenesite Upside. Je brezplačna. Izberite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij. Nato plačate kot običajno s svojo kartico, potrdite nakup in dobite denar nazaj. Uporabljal sem jo, ko sem točil gorivo, ali pa sem si nekoč naročil hrano za seboj. Preprosto iskal ponudbe na Upside. Potem, ko porabim denar, se ta pojavi v moji aplikaciji. Nato ga samo prenesem neposredno na svoj bančni račun. To je to. Pogosti uporabniki Upside v povprečju letno dobijo nazaj $254. Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem točenju goriva. Primer pogrešanih študentov USF, ki je pritegnil nacionalno pozornost, se je končal na način, ki si ga nihče ni želel. Policija v Tampi pravi, da sta oba mrtva in verjamejo, da imajo odgovorno osebo v priporu. Ali je tukaj Hasham Abu Garbi? Prisoten je, tam ob strani je. Odlično, hvala. Tukaj je ta oseba, osumljenec Hisham Abu Garbi, ki se prvič pojavlja na sodišču v okrožju Hillsborough. Zdaj je obtožen umorov fanta in dekleta Zamil Lamon in Nahida Bristi. Zamil in Nahida sta bila študenta na USF v Tampi, policija pa pravi, da sta bila njuna umora vnaprej načrtovana. In tista domnevna vprašanja za ChatGPT so morda jasen dokaz, da je bil to načrt, ki ga je osumljenec domnevno izvedel. Preden pridem do teh sporočil, želim razložiti, kako smo prišli do te točke. Tukaj sta Zamil in Nahida. Oba sta bila prijavljena kot pogrešana v petek, 17. aprila. Nahida bila je oseba, ki je očitno imela rada glasbo. Bila je doma iz Bangladeša in si je prizadevala za magisterij iz kemijskega inženirstva. Kar zadeva Zamila, je bil tudi on iz Bangladeša in je hodil z Nahido. Na USF je študiral geografijo, okoljske vede in politiko. In samo pomislite na potovanje, ki sta ga oba opravila, ko sta prepotovala svet do Tampe, da bi si prizadevala za ameriško univerzitetno izobrazbo. Oba sta bila nazadnje videna dan, preden sta bila prijavljena kot pogrešana, v četrtek, 16. aprila. Po navedbah policije naj bi obstajal posnetek nadzorne kamere, ki jo prikazuje na kampusu. Zdaj imamo sodne zapise, ki navajajo zelo specifične podrobnosti, za katere organi pregona pravijo, da dokazujejo, da naj bi bil Hasham Abu Garbi domnevno odgovoren. Torej, razčlenimo, kaj smo izvedeli in na kakšen edinstven način so ga policisti uspeli izslediti. Začel bi s tem, kdaj je bil ta par prvič prijavljen kot pogrešan, 17. aprila. Njihov prijatelj je poklical policijo USF in povedal, da se z Nahido ni slišal od približno 10. ure zjutraj prejšnjega dne. Prijatelj je tudi povedal, da je poskušal poklicati njenega fanta, a je bil njegov telefon izklopljen. Tudi Nahidin telefon je bil izklopljen. Zdelo se je zelo nenavadno. Prijatelj je povedal, da je nazadnje govoril z Zamilom prav tako 16. dne. Bilo je okoli 3 popoldne. Policija je nato poklicala prijatelje para in vsak od njih je povedal, da od približno 16. dne niso več imeli stika s parom. Preiskava je nato policijo pripeljala do kraja, kjer je živel Zamil. To je bilo stanovanje, ki si ga je delil z dvema drugima osebama. V tem stanovanju so si v resnici delili le skupni prostor. Vsak od njih je imel svojo spalnico, vsak od njih je imel svojo kopalnico. Tako bi ljudi, s katerimi si živel, videl le, kadar so šli v skupni prostor. Vendar pa je bila Zamilova spalnica, kot je povedala policija, zaklenjena. Njegov skuter pa je bil še vedno tam, kar je bilo nenavadno, saj je običajno uporabljal skuter za prevoz. Policija je prav tako pregledala njegove telefonske klice in ugotovila, da je 16. govoril z Nahido po telefonu na dan, ko so ju nazadnje videli okoli 12:41 popoldne. In tisti dan sta imela še nekaj drugih klicev, zadnji tik pred 3. uro. Policija je nato zaslišala oba Zamilova sostanovalca. Prvi, s katerim so govorili, je povedal, da je Zamilja videl 15. To je bila sreda in kuhal je večerjo. Drugi sostanovalec je povedal, da nima pojma, kje sta Zamil ali Nahida. A policija je povedala, da je bilo nekaj na tem sostanovalcu, kar jim je začelo izstopati, in to je bil povoj, ki ga je imel na mezincu. Sostanovalec je rekel, da si ga je poškodoval, ko je rezal čebulo. Vendar se je zdelo, da je v zgodbi še nekaj več.
Tistega sostanovalca so nato pripeljali na policijsko postajo na pogovor in ime tega sostanovalca je bilo Hišam Abu Garbi. Zdaj naj bi policisti v zasliševalnici komentirali povoj, ki ga je imel Hišam na mezincu. In osumljenec je rekel, da si je to naredil, ko je rezal čebulo in se držal zgodbe, ki jim jo je povedal v stanovanju. Kaj pa to kot nadaljnje vprašanje? Policija ga je vprašala, kaj si pripravljal, ko si rezal to čebulo. In Hišam se ni mogel spomniti. In to se zdi malo nenavadno, kaj ne? Hišam je rekel, da pogrešani par še nikoli ni bil v njegovem avtu. Prav tako je rekel, da še nikoli ni bil v Clearwaterju. To sta dve zelo pomembni izjavi, ker mu policija takrat še ni razkrila, da so spremljali njegovo vozilo in njegov mobilni telefon. Tako da, ko so policisti Hišama soočili z dejstvom, da imajo podatke o sledenju, ki kažejo, da je šel v Clearwater in da so imeli tudi z Emilov mobilni telefon na tem območju, se je zgodba začela spreminjati. Hišam je rekel, da uporablja aplikacijo za zemljevide na svojem telefonu, da preveri ribolovna mesta in da je šel v Clearwater, vendar je bilo to samo zato, da si ogleda ribolovna območja. Ko so policisti zahtevali dokaz za to na telefonu, je Hišam takrat rekel, da je izbrisal svojo zgodovino. Torej, začnete opažati, kako se zgodba spreminja, ko pride na dan več informacij. Policija je tudi povedala, da so sledili Emilovemu telefonu in pravijo, da se je premikal v isti smeri kot Hišamov avto. In to ni moglo biti naključje, kaj ne? Zgodba se je nato spet spremenila in priznal je, da sta bila Zamil in njegova punca v njegovem avtu. Zdaj je Hišam povedal, da mu Zamil ni povedal, zakaj potrebuje prevoz v Clearwater. Rekel je le, da je par odložil na plaži in to je bilo to, ni ju več videl. Ko vse to slišiš, je zgodba že na prvi pogled izjemno sumljiva. Potem pa je policija začela bolj podrobno preiskovati tisto stanovanje in takrat so v smeteh našli nekaj zaskrbljujočih predmetov. Policija je povedala, da je bil tam lepilni trak z belo robčkom, na katerem je bila snov, ki je bila videti kot kri. Hašim je zanikal, da bi karkoli vedel o teh predmetih v smeteh. Policija je nadaljevala preiskavo in v Zamilovi sobi našla nekaj predmetov, za katere se je zdelo, da pripadajo ženski. Čevlje številka 6 in to so bili čevlji, za katere so posnetki nadzornih kamer pokazali, da jih je Nahida nosila, ko so jo nazadnje videli na kampusu. Potem je drugi sostanovalec povedal, da je 17. na dan, ko sta bila par prijavljena kot pogrešana, videl Hašama, kako je z vozičkom odpeljal več kartonskih škatel do smetnjakov blizu njihovega stanovanja. Hašam je po sodnih zapisih dejal, da so to bila samo stara oblačila. Zdaj pa se zdi, da se policija osredotoča na osumljenca. Ta zgodba se očitno podira. In potem gredo k Hišamovi mami, ki svojega sina ni ravno zagovarjala. Domnevno jim je povedala, da njen sin v noči na 18. ni imel ureznine na roki zaradi rezanja čebule. Opozorila je tudi, da ima njen sin težave z jezo. Izkazalo se je, da ureznina zaradi čebule domnevno ni bila edina rana na Hišamovem telesu. Policija je povedala, da so v preiskavi opazili, da ima svežo ureznino na roki. Imel je tudi ureznine na obeh nogah. Stanovanje se je na prvi pogled zdelo čisto, vendar je policija nato uporabila svoja orodja in uporabila reagent za poudarjanje sledi. To je pokazalo kri povsod, domnevno v vhodnem delu stanovanja, skozi kuhinjo, po hodnikih in v Hišamovi spalnici. Policija je sledila tej sledi krvi in v notranjosti našla rožnato torbico, v njej pa osebno izkaznico pogrešane ženske Nahide Bristi. Zdaj je preiskava Hišamovega telefona razkrila zelo zanimiva in zaskrbljujoča odkritja, vključno z nakupi, ki segajo približno 10 dni pred tem, ko je bil ta par prijavljen kot pogrešan. 7. aprila je Hišam na Amazonu kupil lepilni trak. Nekaj dni kasneje je kupil še podžigalec, oglje, vreče za smeti in gorivo za vžigalnik. Naročil je tudi preko DoorDasha razkužilne robčke Lysol in Febreze. In zdaj pridemo do teh vprašanj za ChatGPT. Domnevno so pokazala, da je Hišam vprašal, citiram, kaj se zgodi, če človeka daš v črno vrečo za smeti in vržeš v smetnjak. Ko je ChatGPT odgovoril, da se sliši nevarno, naj bi Hišam odgovoril, kako bi to ugotovili. Prav tako je vprašal, ali se lahko VIN številka na avtomobilu spremeni. Nato je vprašal, ali lahko ima pištolo doma brez dovoljenja. Kasneje naj bi kupil lažno brado na Amazonu. Hišam pa je vprašal, citiram, ali preverjajo avtomobile v državnem parku Hillsborough. Policija pravi, da so nato pregledali telefon in ugotovili, da je bil zunaj v zgodnjih jutranjih urah 17. aprila. Pravijo, da so ga ves čas spremljali. Policija naj bi povedala, da se je avto povezal z njegovim mobilnim telefonom malo po 1 uri zjutraj. Nato naj bi se iz svojega stanovanjskega kompleksa odpeljal proti mostu Howard Franklin. Policija pravi, da telefon kaže, da se je ustavil na sredini mostu. Približno 3 minute kasneje pa je spet začel voziti.
Potem se je Hišamov telefon vrnil v njegovo stanovanje, vendar še ni bilo konec. Približno uro in pol kasneje se je telefon spet začel premikati. Na koncu telefon prispe na vzhodno 22. ulico in zapomnite si to, ker je pomembno. V naslednjih nekaj dneh naj bi Hašem ChatGPT-ju zastavil še bolj šokantna vprašanja. Citiram: Ali je kdo preživel strel ostrostrelca v glavo? Vprašal je tudi, ali bodo moji sosedje slišali strel iz moje pištole. Nato je vprašal, citiram, ali bo Apple vedel, kdo je novi uporabnik iPhona po prejšnjem uporabniku. Vprašal je tudi, citiram, ali obstaja temperatura vode, ki takoj opeče. Toda eno najbolj obremenjujočih vprašanj za ChatGPT je bilo postavljeno 23. 6 dni potem, ko je bil ta par prijavljen kot pogrešan. In ko je ta zgodba prišla v nacionalne novice, medtem ko smo se vsi spraševali, kaj se je zgodilo, je on domnevno spraševal, citiram, kaj pomeni pogrešana ogrožena odrasla oseba. In prav takrat sta bila Zamil Lyman in Nahida Pristi strani organov pregona obravnavana prav tako. Policija pravi, da so preiskali ulico ob mostu in našli veliko vrečo za smeti. Policija je opazila, da je vonj iz vreče za smeti ustrezal vonju, ki so ga domnevno zaznali v Hašamovem stanovanju. V vreči so, kot pravijo, našli truplo moškega, citiram, v napredni fazi razkroja. Domnevno so potrdili, da je šlo za Zamilovo truplo. Policija pravi, da je imel poškodbe na trupu, noge pa so mu bile globoko prerezane pri kolkih, da so ga lahko zložili v vrečo. Njegova zapestja in gležnji so bili zvezani, bil je gol. Torej, človeški ostanki, ki smo jih odkrili danes zjutraj, so eno truplo in to je bilo pozitivno identificirano kot Zamil. Še vedno aktivno iščemo Nahido. In ponovno prosim skupnost, če imate kakršnekoli informacije o tem, kje ste jo videli ali če je bila nedavno opažena, to prosim prijavite. Takoj obvestite šerifov, urad okrožja Hillsborough, da jo lahko varno najdemo in pripeljemo na varno. Vendar nimamo nobenih znakov, da bi mislili, da je živa ali da ni. Še vedno aktivno poskušamo najti Nahido. Obdukcija je pokazala, da je bil zaboden do smrti. Nahidino truplo, ki ga do trenutka tega posnetka še niso našli, policija pa v sodnih zapisnikih navaja, da verjamejo, da je postala žrtev iste situacije kot njen fant Zamil. Sodni dokumenti navajajo, da policija verjame, da je Hašem večkrat zabodel tako Zamila kot Nahido z rezilom. Prav tako navajajo, da je kupil čistilna sredstva, da bi domnevno počistil prizorišče. Zamilovo truplo naj bi bilo odvrženo ob strani mostu. In to se je zgodilo v petek, 24. aprila, teden dni potem, ko je zaskrbljeni prijatelj povedal, da ni videl ne Zamila, ne Nahide. Oblasti so Hašama pridržale. Izstopil je iz hiše svoje mame z dvignjenimi rokami in nosil je le brisačo. Danes okoli 9 ure zjutraj. Prejeli smo klic zaradi družinskega nasilja. Enote so se odzvale. Vedeli smo, da je to dom osumljenca. Enote so se odzvale. Uspelo nam je spraviti družino iz stanovanja in jih odpeljati na varno. Takrat smo osumljencu ukazali, naj pride ven k našim policistom. Zavrnili je. To se je dogajalo nekaj časa, približno 20 minut ali tako. Osumljencu so še naprej dajali ukaze. Ni se odzval, niti ni prišel ven. Takrat so aktivirali SWAT. SWAT se je odzval in približno v 10:36 prispel na kraj dogodka. SWAT se je nato razporedil in osumljencu ukazal, naj pride iz hiše. Takrat je mirno prišel ven in so ga prijeli. To so obtožbe zoper osumljenca. Ime osumljenca je Hišam. Ni jasno, kaj se je zgodilo v hiši, kar je privedlo do klica zaradi družinskega nasilja. Čez vikend so bile obtožbe prekvalificirane v 2 obtožbi za umor prve stopnje. V soboto je Hišam prvič stopil pred sodišče zaradi teh obtožb umora. Trenutno ga zastopa zagovornik po uradni dolžnosti. Trenutno je v priporu in pričakuje se, da bo v torek znova stopil pred sodišče na naroku glede pripora. Pridružuje se nam nekdanji državni tožilec okrožja Palm Beach na Floridi, Dave Ehrenberg, da bi z nami podrobneje spregovoril o tem primeru. Vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Veste, del s ChatGPT je res neverjeten. Brati, kaj naj bi domnevno spraševal klepetalni robot pred temi domnevnimi umori in celo po njih. Mislim, kot nekdanji tožilec, če bi imel takšno vrsto dokazov, ker je ChatGPT razmeroma nov, kaj to pomeni za primer? Če kriminalci ne bi bili tako neumni, bi imeli tožilci veliko težje delo, ker imajo tožilci dostop do tehnologije, ki niti ni revolucionarna. Mislim, umetno inteligenco uporabljamo že kar nekaj časa.
Google uporabljamo že kar nekaj časa, pa kriminalci še vedno mislijo, da so te platforme nekako anonimne, da ne puščajo sledi, da je to nekaj, kar narediš in nihče ne ve, kako to izslediti. Ampak vsi vemo, kako to izslediti in je zelo sledljivo, tudi če greš v način brez beleženja zgodovine. In tako, ko iščeš stvari, kot so, hej, a lahko dam truplo v smetnjak? In ChatGPT pravi, hej, to je nevarno, ne počni tega. In potem vsaj odvržeš nekatere predmete ljudi, ki si jih domnevno ubil, v tisti smetnjak. Ja, to ni dobro zate. In potem lažeš o stvareh, ki jih je mogoče zlahka ovreči z digitalnimi dokazi. Ta tip temu ni bil dorasel, zato bo odgovarjal. Edina stvar, ki je ne vemo, je najprej, kje je truplo ženske žrtve in tudi, kakšen je tukaj motiv. Tega še ne vemo. Vemo, da je bil sostanovalec Zamilu in da je bil Zamil v zvezi z Nahido, vendar zakaj naj bi to domnevno storil, pa ne vemo. Veste, že prej smo govorili o primerih, kjer osumljenec morda pusti mobilni telefon za sabo ali ga izklopi, ker ve, da lahko organi pregona to izsledijo in določijo lokacijo. Zdi se, da ta tip sploh ni vedel, da imajo organi pregona dejansko to možnost. Zanikali je, da bi žrtve sploh videli na dan, ko so izginile. In potem se izkaže, da je bil njegov avto, kot je pokazal bralnik registrskih tablic, v Clearwaterju, kjer je bil zaznan signal mobilnega telefona ženske žrtve. Na to je rekel, ja, v resnici sem ju peljal. Peljal sem ju. V redu, torej popolnoma nasprotuješ svoji prvotni zgodbi. In potem so ga vprašali, kaj ste potem počeli na tistem območju? Potem, ko jih je peljal, je bil na območju, kjer je tudi telefon oddajal signal. Rekel je, da je bil po naključju tudi na tistem območju, ker je iskal ribolovna mesta. To je zapisano v dokumentih, ki so jih vložili tožilci. In potem je tožilec rekel, v redu, pokažite nam dokaze. On je rekel, uporabil sem zemljevide, aplikacijo zemljevidi. Uporabil sem aplikacijo Maps. Rekli so, odlično, pokažite nam to. Rekel je, izbrisal sem vse dokaze, da sem uporabljal aplikacijo. Izbrisal sem zgodovino lokacij iz svojega telefona. Oprostite. Mislim, ta tip si res sam nagaja. Našli so povoj na njegovem mezincu, ker so to očitno obrambne rane, kaj ne? In on je rekel, rezal sem čebulo. Oprostite, zato se je to zgodilo. Oni pa, kaj ste pa pripravljali? Ne spomnim se. Mislim, tolikokrat se to zgodi. Imam občutek, da, in veš, videli bomo posnetek zaslišanja in upam, da bomo enkrat videli tudi ta posnetek zaslišanja, ker se zdi, da se je njegova zgodba zelo hitro zapletla s šerifovimi namestniki tam v okrožju Hillsborough. Ampak kako pogosto vidiš, da ni prvo vprašanje tisto, ki razkrije zgodbo, ampak drugo in tretje vprašanje, ki jo začne razpletati. Ta zgodba se je začela razpletati tako enostavno, kot če bi vprašali, v redu, rezali ste čebulo, kaj je bilo tisti večer za večerjo? In niti na to ni znal odgovoriti. Spomni me na tisti trenutek, ko so vprašali Homerja Simpsona in vse, kar je moral narediti, je bilo povedati svoje ime. Vprašali so ga po imenu, pa je rekel, ne vem, mislim, da je to ista stvar, rezal sem čebulo. Aha, kaj ste pripravljali? Ne spomnim se. No, prav, stari. Mislim, potem pa najdejo računi CVS-a za vreče za smeti in robčke Lysol ter stvari, ki bi jih lahko uporabili za odstranitev trupla. Mislim, tako kot so ga dobili. Dobili so tega tipa. Mislim, nagal so tudi uporabljene kose srebrnega lepilnega traku v smeteh. In tako kot ima vsak v svoji omari srebrni lepilni trak po domnevnem umoru. Poleg tega so pokazali nekaj krvi na notranji strani lepilnega traku. Torej je edino vprašanje v moji glavi spet, zakaj je to storil? In potem mislim, da je le vprašanje časa, kdaj bomo našli truplo te uboge mlade ženske, ki naj bi jo domnevno ubil. Mislim, prvo truplo so našli poleg mostu in morda je tudi njeno truplo v bližini. Ja, in mislim, da je nekatere od teh stvari naročil tudi preko DoorDash iz CVS-a. Torej, to je še ena stvar, ki jo lahko zelo enostavno izsledijo. Mislim, zagotovo nočem, razkriti odgovorov na test, kako se izmazati s takimi stvarmi, ampak ta tip se zdi, kot da je bil popolnoma neveden. In na srečo za organe pregona, ki delajo na rešitvi tega primera. To je izjemno vznemirjajoče. Resnica je, ko pomisliš, kaj naj bi našli v tisti vreči za smeti, Zemilovo telo. Nimajo sicer drugega telesa, imajo pa DNK.
Kako pomembno bi to pravzaprav bilo? In seveda, da bi njena družina dobila mir, želiš najti njeno telo. Vsaj zaradi tega. Ampak če govorimo samo o pregonu primera, obtožbi nekoga za umor, kot bo on, kot je za Nahido, vendar njenega telesa še nimamo, DNK pa imamo. Kako močan je ta DNK pri prepričevanju porote v tem primeru? DNK je odličen. In zdaj smo na točki, ko porotniki razumejo DNK in vedo, kako močan je. Smo daleč od dni O.J. Simpsona, ko smo mu predstavili DNK in so bili porotniki zmedeni. Kaj? Kaj je to? Pozabite. Rokavice ne pašejo, mora biti oproščen. Zdaj je DNK tako prepričljiv dokaz, kot ga lahko dobimo. Skoraj tako, kot bi imeli videoposnetek. Mislim, da je res zelo pomemben. Kar se tiče trupla, tožilci bi ga sicer radi imeli, vendar ni nujno potrebno. Lahko vložite obtožnico za umor. In tukaj so jo, z 2 obtožbama za umor, tudi brez drugega trupla. Obtožili so ga tudi motenja trupla, mrtvega telesa. To kaže na znake prikrivanja. Domnevno premika stvari naokoli. Mislim, da je zelo povedno tudi to, ko so opravili intervjuje z družino obtoženca. Pogovarjali so se z njegovo materjo in njegova mati je rekla, o ja, je hitro jezen. To ni dobro, ko tvoja lastna mati policiji daje dobre dokaze, da te obtožijo. Ja, in kolikor vem, so bili približno 1 teden obravnavani kot ogroženi, kot pogrešani. Zdelo se je, da je imela policija precej hitro, precej dobro predstavo, da je nekaj narobe, še posebej s tem sostanovalcem. In bilo je tudi zanimivo, veš, posnetek njega zunaj v brisači, z rokami v zraku, ko ga je enota SWAT odvajala. To je bilo povezano s klicem zaradi nasilja v družini. Torej, za ta del še ni veliko informacij. Ko gre za motiv, ali sploh potrebujete motiv v tem primeru? Zdi se, da imate vse, kar bi potrebovali, če ste tožilec. Vem, da bi bilo lepo imeti motiv, a noben primer ni povsem enostaven, vendar glede na vse razloge, o katerih sva govorila, in dokaze, ki so predstavljeni v tem dokumentu, ki so ga pripravili tožilci, se zdi, da je primer zelo močan, tudi brez motiva. Ja, porotniki vedno radi vedo, zakaj. Torej je dobro imeti motiv, vendar to ni sestavni del primera umora. Niti treba pokazati motiva, niti ga treba dokazati. To si želiš samo zato, ker bodo porotniki postavljali vprašanja. Zdaj me to spominja na primer Briana Kobergerja. Spomni se, dokazi so bili prepričljivi proti njemu, ampak do danes res ne vemo motiva. Razen, da je bil čuden tip, ki so ga fascinirali serijski morilci. Ampak to je nekaj, kar porotnikom ni všeč, ta odprta vprašanja, kjer je na njih, da odločijo, zakaj je to storil. Zakaj bi nekdo to naredil? In to bi lahko pri nekaterih porotnikih celo povzročilo razumen dvom. Ne tukaj. Tukaj je dovolj dokazov. In sumim, da bomo, ko bo šlo naprej, dobili še več informacij o tem, zakaj naj bi to storil. In če se vrnem k delu o ChatGPT, ker vem, da ste bili tožilec, mislim, da je bilo zagotovo veliko primerov. Zgodovina iskanja v Googlu bi pokazala, kaj je nekdo iskal, in obstaja veliko odmevnih primerov, kjer so se ljudje obrnili na iskalnik. In to izgleda sumljivo. Zdi se, da je pri teh klepetalnikih v primerih, ko nekdo vpiše vprašanje, kako prikriti zločin, kot naj bi se zgodilo tukaj, vse skupaj bolj osebno. Zdi se precej drugače. Kako ste videli te klepetalnike in dejstvo, da so jih ljudje dejansko prosili za pomoč pri domnevnem prikrivanju zločinov? Kako bodo tožilci lahko uporabili to, ko bo to postalo bolj razširjeno? Da vprašani so Corey Richards, mamo iz Utaha, ki je ubila svojega moža, ga večkrat poskušala zastrupiti in je na koncu uspelo. Na Googlu je iskala odgovore na vprašanja o strupih, dobrih zaporih, kamor bi lahko šla in podobne stvari, kot na primer, wow, kot da bi bila povsem neposredna. Kot da bi vprašanje kar neposredno poslala tožilcem. Tako prihraniš čas, namesto da bi to pošiljal Googlu, saj bo na koncu vseeno pristalo v rokah tožilcev. In to je bistvo tukaj. Ti tipi, kot sem rekel, kriminalci, počnejo neumnosti. Mislim, kličejo iz zaporniške celice in jim povedo, da se posnetek lahko uporabi, da se ta klic snema. Tožilci bodo pregledovali posnetke in kljub temu še vedno dajejo obremenilne izjave v svojih zaporniških klicih. Zakaj bi torej mislili drugače, ko gre za iskanja na Googlu? In tako se čez vikend prvič pojavi pred sodiščem.
To je bilo v soboto. Mislim, da ima jutri, v torek, zaslišanje glede pripora. Zastopa ga zagovornik po uradni dolžnosti. Kako sploh braniš tak primer? Mislim, kako greš naprej? Ker zaradi vseh razlogov, o katerih sva govorila, se zdi, da imajo tožilci zelo močen primer. Še posebej digitalni dokazi, ki so za Hršama zelo obremenjujoči. Ja, no, če za drugo žrtev niso našli trupla, potem to poudarjaš. Poudarjaš tudi pomanjkanje motiva. Kriviš tudi policijo. Rečeš, da je policija prehitro sklepala in ga imela v mislih, ne da bi šla skozi vse ustrezne postopke. In resnično ni ničesar, kar bi policija lahko naredila, da bi zadovoljila dobrega odvetnika za kazensko obrambo. Mislim, če bi policija naredila 100 stvari prav, bi odvetniki obrambe rekli, ni naredil 101 stvari prav. Tako da je to pač pričakovano. To je del postopka. Tožilstvu bodo naložili breme, imajo celotno breme dokazovanja primera onkraj razumnega dvoma. Poskušali bodo najti luknje v primeru tožilstva in upali, da bodo prepričali vsaj enega porotnika, da najde razumen dvom, in to pomeni, da porota ne doseže soglasja. Florida je zvezna država, kjer je smrtna kazen dovoljena. In če pomislim na podrobnosti, ki jih poznamo do zdaj, na stanje, v katerem so našli telo Zemila, domnevno je bil zaboden. Govorimo o vnaprejšnjem načrtovanju, celo če se vrnemo na 13. ko je bilo vprašanje za ChatGPT o truplu v vreči za smeti. Ali se zdi, da to izpolnjuje pogoje, če bo spoznan za krivega, da bi lahko šlo za primer, kjer bi bila smrtna kazen vključena? Da na Floridi je najlažje dobiti smrtno kazen, ker v fazi izreka kazni ne potrebujete soglasne porote za izrek smrtne kazni. Potrebujete jo v fazi ugotavljanja krivde. Ko pa gre za fazo izreka kazni, potrebujete le 8 od 12 porotnikov za izrek smrtne kazni. Nobena druga zvezna država nima nižjega praga. In ko gre za izrek smrtne kazni, morate pokazati oteževalne okoliščine. Dokazati morate vsaj eno oteževalno okoliščino brez razumnega dvoma. In tukaj bi morda lahko dokazali, da je bilo dejanje hladnokrvno, premišljeno in načrtovano. To je oteževalna okoliščina. Mislim, da je to tukaj najmočnejša oteževalna okoliščina. Lahko rečete, želite dokaze o premišljenosti? Kaj pa nakup vreč za smeti v trgovini CVS, razkužilnih robčkov Lysol, Febrizija na dan izginotja? In potem še orodja umetne inteligence, ki ste jih omenili. Sprašujete ChatGPT o metodah odstranjevanja trupel. To smrdi po premišljenosti. In potem so tu še drugi oteževalni dejavniki, kot so, ali je bilo grozljivo, gnusno in kruto. Dejstvo, da gre za dvojni umor, lahko dejansko uporabite kot tako imenovano sočasno obsodbo, pri kateri se lahko upošteva prva obsodba, čeprav je bila izrečena istočasno kot druga. In ta dvojni umor pomeni, da pride v poštev smrtna kazen. In bo videli, kaj se bo zgodilo. Trenutno se zdi, da je primer res močan. Neverjetno žalostna situacija, če pomislite, da sta ta dva študenta pripotovala z drugega konca sveta, da bi se izobraževala na Univerzi Južne Floride, in potem se naj bi to zgodilo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Dave Ehrenberg, vedno je odlično, da ste z nami na Law and Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Chris. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Naročite se na naše vsebine na YouTubu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.